Se pripraviš na izpadni korak v stran, vzameš utež, ki bo dovolj težka, da bodo zadnje ponovitve težke. Torej daš se na blazino oziroma kamorkoli, primaš utež, jo daš na prsa in greš z eno nogo v stran, z izdihom gor, z vdihom dol. Pa kar delamo v tem tempu, torej menjaš noge, paziš, da ne greš z nogo, ki gre v stran preveč v stran, ampak nekje za tisto nogo, ki je na mestu. Torej vdih je dol, izdih gor. Utež lahko spreminjaš tudi med serijami, torej če čutiš, da je trenutno prelahka, jo lahko drugo serijo zamenjaš in vzameš težjo oziroma vzameš lažjo, če boš videla, da je to preveč. Pa kar delamo še, imamo še pol minute, torej v stran z vdihom, z izdihom gor, držiš močen hrbet, zategnjeno, v bistvu stisnjene lopatice in čutiti moraš v bistvu zadnjo ložo tiste noge, ki se odriva gor, torej ki je aktivna. Držiš tempo, počasen, 2, 1, stop. Super. Vzameš 2 uteži, lahko delaš pa tudi brez. Tako da se preštimaš in greš na uteži v položaj plenka za začetek in greš nazaj z ritjo počasi in z izdihom nazaj v plenk. Vdih nazaj, izdih v plenk. Vdih nazaj, raztegneš in z izdihom naprej. Čutiti moraš kvadricepse, pa tudi trup, ki pomaga in roke in v bistvu dela celo telo. Torej z izdihom naprej, z vdihom nazaj, kar delaš še. Imamo še par ponovitev. Zdrži, pazi, da se ne kriviš. Gremo še. Izdih naprej. Še ena. Super, stop. Zopet pripraviš pručko, ker bomo delali zelo težko vajo. Eno najtežjih vaj na splošno. Torej, primaš utež, lahko pa delaš tudi brez, ker pač brez je ta vaja zelo težka. Torej, damo nogo na pručko gor, eno, drugo nogo stopimo malo naprej, tako da v bistvu gremo dol, da prideš direkt s kolenom lepo, da te nič ne zateguje, torej tukaj boš spet mogla malo prakse, da dojameš, kateri stav je zate najboljši in gremo dol z vdihom, celo stopalo je na tleh in z izdihom gor. Trup nagneš malo naprej, zato da res začutiš stegno, zadnjo stegensko mišico, zadnjico in z izdihom gor. Zadnjo nogo se nič ne odrivaš, zadnja noga samo počiva, prva noga naredi vso delo. Torej vdih dol, z izdihom gor, stopalo se pri temu, ko se dvigneš, ne sme nič dvigati. Torej gremo dol z vdihom, z izdihom gor. Vdihom, prva noga dela, torej s prvo nogo se dviguješ, druga noga je sam počiva. To je torej unilateralna vaja za eno stran in dela cela noga. Vdih dol, izdih gor. Če čutiš, da je pretežko, enostavno spusti utež in dokončaj brez uteži. Vdih dol, izdih gor. Še. Odlično. Še malo, izdih gor, vdih, izdih in stop. Se pripraviš na premikanje uteži v plenku, torej vzameš utež ali pa eno drugo stvar, ki jo boš lahko premikala pod sabo. Torej greš v položaj plenka in premakneš utež na stran in z drugo roko v drugo stran. Tukaj paziš, da medtem, ko premikaš, se ne premikaš tudi v bokih, ker to je v bistvu point vaje, da ko premakneš, ko imaš neko silo od odzuni, da se ti ne premakneš z njo. Tukaj moraš biti res že močna v plenku, če nisi, pa samo bodi v plenku in izvaji vajo pač normalno. Drugače pa imamo še 4 sekunde, 2, 1, stop. Pa gremo na reverse crunch, torej primaš eno težko stvar oziroma se oprimaš mize, kavča, česarkoli. Daš noge gor in greš brez sile, ampak samo s trebušnimi mišicami poskusiš kolena spraviti do komolcev,
bližje komolcev, ni treba višje, ampak samo do komolcev in tudi kontrolirano spuščati potem dol. Torej z izdihom gor, z vdihom dol. Aktiviraš medenično dno in potegneš kolena proti komolcem. Tako da začutiš delovanje spodnjega dela trebušnih mišic. Počasi, vse mora biti kontrolirano gor in za dol tudi zelo kontrolirano, torej z izdihom zelo kontrolirano spuščaš dol. Ker gremo še. Gor počasi, dol počasi. Super, stop. Se pripraviš na izpadni korak v stran, vzameš utež, ki bo dovolj težka, da bodo zadnje ponovitve težke. Torej daš se na blazino oziroma kamorkoli, primaš utež, jo daš na prsa in greš z eno nogo v stran, z izdihom gor, z vdihom dol. Pa kar delamo v tem tempu, torej menjaš noge, paziš, da ne greš z nogo, ki gre v stran preveč v stran, ampak nekje za tisto nogo, ki je na mestu. Torej vdih je dol, izdih gor. Utež lahko spreminjaš tudi med serijami, torej če čutiš, da je trenutno prelahka, jo lahko drugo serijo zamenjaš in vzameš težjo oziroma vzameš lažjo, če boš videla, da je to preveč. Pa kar delamo še, imamo še pol minute, torej v stran z vdihom, z izdihom gor, držiš močen hrbet, zategnjeno, v bistvu stisnjene lopatice in čutiti moraš v bistvu zadnjo ložo tiste noge, ki se odriva gor, torej ki je aktivna. Držiš tempo, počasen, 2, 1, stop. Super. Vzameš 2 uteži, lahko delaš pa tudi brez. Tako da se preštimaš in greš na uteži v položaj plenka za začetek. In greš nazaj z ritjo počasi in z izdihom nazaj v plenk. Vdih nazaj, izdih v plenk. Vdih nazaj, raztegneš in z izdihom naprej. Čutiti moraš kvadricepse, pa tudi trupka pomaga in roke in v bistvu dela celo telo. Torej z izdihom naprej, z vdihom nazaj, kar delaš še. Imamo še par ponovitev. Zdrži, pazi, da se ne kriviš. Gremo še. Izdih naprej. Še ena. Super, stop. Zopet pripraviš pručko, ker bomo delali zelo težko vajo. Eno najtežjih vaj na splošno. Torej, primaš utež, lahko pa delaš tudi brez, ker pač brez je ta vaja zelo težka. Torej, damo nogo na pručko gor, eno, drugo nogo stopimo malo naprej, tako da v bistvu gremo dol, da prideš direkt s kolenom lepo, da te nič ne zateguje, torej tukaj boš spet mogla malo prakse, da dojamaš, kateri stav je zate najboljši in gremo dol z vdihom, celo stopalo je na tleh in z izdihom gor. Trup nagneš malo naprej, zato da res začutiš stegno, zadnjo stegensko mišico, zadnjico in z izdihom gor. Zadnjo nogo se nič ne odrivaš, zadnja noga samo počiva, prva noga naredi vso delo. Torej vdih dol, z izdihom gor, stopalo se pri temu, ko se dvigneš, ne sme nič dvigati. Torej gremo dol z vdihom, z izdihom gor. Vdihom, prva noga dela, torej s prvo nogo se dviguješ, druga noga je sam počiva. To je torej unilateralna vaja za eno stran in dela cela noga. Vdih dol, izdih gor. Če čutiš, da je pretežko, enostavno spusti utež in dokončaj brez uteži. Vdih dol, izdih gor. Še. Odlično. Še malo, izdih gor, vdih, izdih in stop. Se pripraviš na premikanje uteži v plenku, torej vzameš utež ali pa eno drugo stvar, ki jo boš lahko premikala pod sabo. Torej greš v položaj plenka in premakneš utež na stran in z drugo roko v drugo stran. Tukaj paziš, da medtem ko premikaš, se ne premikaš tudi v bokih,
ker to je v bistvu point vaje, da ko premakneš, ko imaš neko silo od odzuni, da se ti ne premakneš z njo. Tukaj moraš biti res že močna v plenku, če nisi, pa samo bodi v plenku in izvaji vajo pač normalno. Drugače pa imamo še 4 sekunde, 2, 1, stop. Pa gremo na reverse crunch, torej primaš eno težko stvar oziroma se oprimaš mize, kavča, česarkoli. Daš noge gor in greš brez sile, ampak samo s trebušnimi mišicami, poskusaš kolena spraviti do komolcev, bližje komolcev, ni treba višje, ampak samo do komolcev in tudi kontrolirano spuščati potem dol. Torej z izdihom gor, z vdihom dol. Aktiviraš medenično dno in potegneš kolena proti komolcem. Tako da začutiš delovanje spodnjega dela trebušnih mišic. Počasi, vse mora biti kontrolirano gor in za dol tudi zelo kontrolirano, torej z izdihom zelo kontrolirano spuščaš dol. Ker gremo še. Gor počasi, dol počasi. Super, stop.